Moje ime je Stanko Rozman. Rodil sem se v Kovorju na Gorenjskem leta 1942, nedaleč stran od tukaj. Po končani maturi v Kranju sem se odločil, da postanem jezuit. Iz jezuitskega novicijata sem leta 1961 moral na služenje vojaškega roka. Bal sem se, da bom pri vojakih izgubil svoj redovniški poklic. Saj veste, kako je pri vojakih. Brezjansko Marijo sem zato lepo prosil, naj me varuje. Obljubil sem ji, da bom kot vojak vsako uro zmolil 10 rožnega venca. Obljubo sem držal. Vseh 16 mesecev vojaškega roka sem vsako zavedno uro zmolil 1/10. Marija in Jezus sta bila stalno v mojem srcu, njuni imeni pa nevidna na mojih ustnicah. Marija me je po končani vojaški službi pripeljala nazaj v novicijat. Spremljala me je skozi študijska leta in nato odpeljala v misijone. Kot misijonar delujem že 52 let, od tega sem večji del preživel v Afriki. Letos sem bil še posebej deležen Marijinega varstva. Januarja sem zbolel za boleznijo COVID-19. 3 tedne sem bil v umetni komi, nato pa se vrnil v življenje. Še vedno okrevam od te težke preizkušnje, zato se bom na 12 km dolgo majsko skupinsko romanje po rožnovenski poti z vami podal le v mislih. Med potjo bomo v veri premišljevali o Jezusu, Božjem sinu, ki se je učlovečil v Mariji Devici. Postal je človek, ki nam tudi med hojo naznanja veselo novico o odrešenju. Govoril nam bo, da nismo ustvarjeni za smrt, ampak za življenje. On ni le naš učenik, ampak tudi naš odrešenik. Svojo smrtjo nas je odrešil, svojim stajenjem nam obljublja naše vstajenje in večno življenje. Umrli bomo, vendar nas bo naša smrt vodila v življenje z Bogom. Že sedaj nam daje upanje. V naših nadlogah nismo sami, četudi trpimo ali smo bolni. Ko molimo rožni venec, spremljamo Jezusa in Marijo skozi njuno življenje. Ona dva pa nas blagoslavljata in vodita na naši poti. Skupaj smo na romanju, ki na nek način predstavlja naše življenjsko potovanje. Naj bosta Jezus in Marija, katerih imeni neprestano izgovarjamo na rožnovenski poti, vedno prisotna v naših življenjih. Še posebej na letošnjem majskem skupinskem romanju.